Doseči in ozavestiti ranljive, torej tudi opolnomočiti, to je pomemben cilj izobraževanja ne glede na ciljno skupino. V tem prvem poglavju, poleg terminoloških zagat, obravnavamo tudi humanistične vidike doseganja in ozaveščanja odraslih. Ranljive mlade pogosto zelo težko najdemo, ker niso vpeti v običajne formalne in neformalne mreže pomoči in podpore. Najdemo jih lahko na mestih, kjer preživljajo svoj prosti čas. V prostem času se tudi manifestirajo njihove stiske in težave. Če želimo zasnovati učinkovite pristope za podporo in poiskati rešitve, moramo razumeti mladostnike in njihov položaj, njihove odzive na težave in skupaj z njimi poiskati ustrezne načine pomoči. Izobraževanje zaprtih oseb je ključnega pomena, saj posameznike opremi z novimi znanji in spretnostmi, ki jih potrebujejo pri iskanju zaposlitve po prestani kazni in za aktivno participacijo v družbi. V poglavju predstavljamo tudi pristope, ki v ospredje postavljajo zaprtega posameznika kot ustvarjalca svoje poti do novih znanj in spodbujamo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Oddaljenost izobraževalnih ustanov je lahko ovira za vključevanje odraslih v izobraževanje. Razvili smo novo učno metodo, ki temelji na občanski znanosti. Ta pristop je omogočalo, da so ljudi vključili v kampanjo kar iz svojih domačih okolja. Ta pristop je en korak naprej k bolj dostopnemu izobraževanju. Motivacija za branje v odrasli dobi je močno povezana z dojemanjem sebe kot bralca, pri čemer ima ta pomembno vlogo vzgoja in vpliv staršev v otroštvu. Odrasli, ki niso razvili notranje motivacije za branje, pogosto potrebujejo posebne spodbude, da ponovno odkrijejo veselje do branja in da prepoznajo pozitivne učinke, ki jih ima ta na njihova življenja. Poglavju terensko delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih prikazujemo različne opredelitve in pristope terenskega dela. Bralci delimo izkušnje v dejavnostih uspešnega terenskega dela, ki izhajajo iz primerov dobre prakse v svetovalni dejavnosti. V praksi razvijamo terensko delo za različne skupine odraslih in pri tem sodelujemo z različnimi partnerji. V zaključni misli smo zapisali, da odraslih, ki želimo doseči, ne vodi le ena pot, temveč mnogo poti. Starši, ki pogosto berejo za lasten užitek, so močan zgled svojim otrokom in ta njihova navada ima večji vpliv na otroka kot stopnja njihove izobrazbe. Prispevek poudarja, da so prikrajšani otroci v tistih družinah, kjer so starši manj vešči pripovedovanja, branja in pisanja, ali se ne zavedajo pomena zgodnjih spodbud za pridobivanje bralnih navad in odnosa do učenja pri otrocih. S primernim izobraževanjem staršev lahko pomagamo ustvarjati spodbudno okolje za razvoj bralne kulture pri vseh družinskih članih. Začetki ozaveščanja o pomenu vseživljenjskega učenja segajo v zgodnje otroštvo, se nadaljuje potem srednje in pozno, ko vzgojitelji in učitelji spodbujajo radovednost, raziskovalni duh in pozitiven odnos do učenja. Poglavje izpostavlja pomen zgodnjih izobraževalnih izkušenj, ki so ključne za oblikovanje temeljnih kompetenc, kot sta učenje in samostojnost. V poglavju razmišljamo o doseganju in dejavnem vključevanju mladih v družbo, predvsem pasivnih in tistih s krhkim socialno-emocionalnim in socialno-kulturnim kapitalom. Tudi o tem, kakšno vlogo imajo pri tem javni delavci v različnih inštitucijah. Izpostavljamo potrebo po spodbujanju povezovanja med mladimi in inštitucijami ter po medinštitucionalnem sodelovanju. To naj poteka predvsem v reševanju skupnostnih problemov, ki jih opredelijo mladi. Kaj, če bi v učenju dali več prostora telesu? V svojem prispevku se ukvarjam s vprašanjem, kako nam uporaba telesnih praks pomaga doseči tiste, ki jih tradicionalni pristopi ne nagovarjajo. Izkušnje iz programa projektnega učenja mlajših odraslih kažejo, da gibanje krepi občutek pripadnosti in motivacije udeležencev in spodbuja skupno učenje. Mentorji potrjujejo, da je telo ključno orodje za opolnomočenje posameznika. Poglavje raznolikost ozaveščanja v mladinskem delu raziskuje 4 ključne komponente ozaveščanja: zavedanje, spremembo miselnosti, spremembo vedenja in vpliv na druge.
Poleg tega predstavlja tudi principe in pristope neformalnega izobraževanja, ki spodbujajo kritično razmišljanje, aktivno participacijo, odnose in delo v skupini. S temi pristopi mladi skrbijo za ozaveščanje in motivirajo druge k aktivnemu sodelovanju. Tak dinamičen proces učenja krepi posameznike ter povečuje socialno kohezijo in solidarnost v skupnosti. V prispevku obravnavam koncept duševnega blagostanja. Pojasnim, katere so dimenzije čustvenega, socialnega in psihološkega blagostanja. Razmišljam tudi o vprašanju, kako v izobraževanju odraslih spodbujati razvoj teh dimenzij. Raziskava Andragoškega centra je identificirala 3 ključne razloge za neudeležbo mas slišečih v izobraževanju. Negativne izkušnje s preteklim šolanjem, pomanjkanje podpore družine in širšega okolja ter objektivni dejavniki, ki jim otežujejo sodelovanje. Izstopa pa predvsem nizko ozaveščenost različnih deležnikov. Tukaj se zastavlja vprašanje, kako bomo kot družba zagotovili enake možnosti za vse, ne glede na slušne ovire. Specialne knjižnice so vpletene v ozaveščanje vseživljenjsko učenje, saj nabavljajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo gradivo, pomembno za delo matičnih organizacij. V poglavju je navedenih nekaj predlogov, kako se lahko specialna knjižnica vključi v projekte za ozaveščanje o vseživljenjskem učenju. Ste se kdaj vprašali, kako že majhne jezikovne prilagoditve povečajo vključenost ljudi, ki težje razumejo standardne vsebine? Lahko branje, lahki jezik oziroma lažje razumljiv jezik odpira vrata širšemu občinstvu in večji dostopnosti. V svojem prispevku sem želel pokazati, kako lahko z jezikovnimi strategijami, denimo s preprostejšim besediščem, počasnejšim govorom in jasnejšo strukturo, ustvarimo bolj vključujoče vsebine za vse, ki težje razumejo zapletene informacije. Poglavje obravnava kampanje in dogodke in jih opredeljuje kot pomembne platforme za srečevanje različnih vrst deležnikov, od učečih se preko predstavnikov stroke in prakse, pa do nosilcev odločanja, seveda večsektorsko gledano. V ospredju je kampanja Tedni vseživljenjskega učenja, s katero že 30 let na tisoče dogodkov po vsej Sloveniji nagovarjamo najširšo javnost in spodbujamo k učenju v vseh življenjskih obdobjih in kontekstih. Lahko.si za novo učno kulturo. Ste vedeli, da v Sloveniji več kot polovica odraslih kljub dostopni ponudbi nima izkušnje z vseživljenjskim učenjem? Zato vam predstavljamo nacionalno kampanjo Lahko.si. V njej združujemo bogate izkušnje pri spodbujanju odraslih k učenju, nove metode ozaveščanja ter tudi prve rezultate raziskav javnega mnenja. Posebej poudarjamo nujnost razumevanja potreb ciljnih skupin, njihovo segmentacijo, specifično prilagajanje sporočil ter seveda uporabo različnih komunikacijskih kanalov. Ozaveščanje o pomenu izobraževanja in učenja odraslih poteka večplastno. Sodobne spletne komunikacijske poti omogočajo celo vrsto dejavnosti, s katerimi lahko uspešno nagovorimo in spodbudimo javnost k razmisleku o tem, da sta izobraževanje in učenje prava pot k boljšemu življenju. Na ta način gradimo skupnosti, v katerih je učenje prepoznano kot vrednota. Prilagajanje digitalnih vsebin ranljivim skupinam. Dostopnost digitalnih vsebin ni več le izbira, ampak je standard. Zakonodaja, etična odgovornost in poslovne prednosti vse bolj narekujejo razvoj in oblikovanje digitalnega sveta, ki je dostopen vsem. Razvijalci digitalnih vsebin imajo pri tem ključno vlogo, saj zagotavljajo enake priložnosti v digitalnem prostoru. Razumevanje teh praks pa je nujno za oblikovanje vključujočega digitalnega okolja. V prihodnje se bomo zaradi vseh sprememb, ki se nam dogajajo, najverjetneje še pogosteje ukvarjali z vprašanjem, kako pristopiti k odraslim. Kako pristopiti do njih, da bodo v bistvu poslušali naše sporočilo, da ga bodo seveda tudi slišali, da nam bodo zaupali in da se bodo na naša povabila tudi aktivno odzvali. Ob prebiranju te strokovne monografije boste lahko globje pogledali v problematiko in nove rešitve doseganja in ozaveščanja
s pomočjo izobraževalnih dejavnosti, ne glede na to, kje delate.